Zasloni na dotik so popolnoma spremenili način, na katerega uporabljamo mobilne telefone in tablične računalnike. To, da lahko koga pokličemo, fotografiramo ali mu pišemo samo s potegom prsta po steklu, skoraj odtehta vse ostale ponesrečene futuristične obljube iz 60-ih let. Pa vemo, kaj se dejansko zgodi, ko prst povlečemo čez zaslon? V današnji temi bom predstavil zaslone na dotik, povedal nekaj o njihovem razvoju, predvsem pa bom opisal tehnologije, na kateri zasloni na dotik slonijo. Dobili boste odgovore na vprašanja, kako delujejo zasloni na dotik, kaj so njihove prednosti in slabosti, ter kje so tehnologije aplicirane oziroma kje so bile aplicirane. Touchscreen ali po slovensko zaslon občutljiv na dotik je računalniška vhodno-izhodna enota, ki s površino namenjeno prikazovanju podatkov zaznava tudi dotik uporabnikovega prsta ali ustrezno ostrega predmeta, na primer pisala. To uporabniku omogoča neposredno interakcijo z grafičnimi elementi na zaslonu za razliko od drugih vhodnih enot, kot je na primer miška, kjer je interakcija posredna prek kurzorja. Razvoj zaslonov na dotik. Prvi zaslon na dotik je bil razvit leta 1965 v Združenem kraljestvu. Zasloni so delovali na podlagi lastnosti električno-prevodnih teles, da pod vplivom električne napetosti sprejmejo elektrino. To lastnost imenujemo kapacitivnost. V 70-ih letih je dr. Samuel Hirst pri študiranju atomske fizike skoraj po nesreči izumil rezistivne zaslone na dotik. Z leti so se pojavile tudi druge tehnologije, kot je na primer tehnologija infrardeče mreže, ki se je uporabljala na terminalih kot so Plato 5. Po letu 1995 pa so nastale tudi druge tehnologije, najbolj uporabljeni pa so še vedno rezistivni in kapacitivni zasloni na dotik. Tehnologije zaslonov na dotik. Obstaja več tehnologij, ki zagotavljajo občutljivost na dotik. Tako lahko strojna oprema zaznava lego dotika s spremembo električnega upora ali kapacitivnosti površine, spremembo osvetlitve ali prevajanje zvočnega valovanja na določenem preseku točk nad njo in podobno. Mikrokrmilnik v napravi nato spremeni podatke o legi v ukaz. Zasloni z več merilnimi elementi omogočajo točnejšo zaznavo lege, komercialno dostopni pa so tudi že sistemi, ki zaznavajo dotike na večjih mestih hkrati. Rezistivni zasloni na dotik reagirajo na pritisk, ki dve električno prevodne plasti poveže na mestu pritiska. Plasti tako naredijo delilnik napetosti ali atenuator, na katerem se izmeri upornost, da se lahko ugotovi pozicija pritiska. Ime izhaja iz angleške besede resistivity, ki pomeni upornost. Zasloni so zgrajeni iz zunanjega sloja poliestra in notranje steklene oziroma umetne prozorne ploščice, ki jo narazen držijo distančniki, sloja sta pa premazana s polprevodno snovjo, ki se imenuje indium cinkoksid. Njegova dobra lastnost pa je, da prepušča svetlobo. Za ugotavljanje pozicije pritiska se na enem prevodnem sloju aplicira napetost, ki se razprostira čez celoten ekran. Za ugotavljanje pozicije pritiska se na enem prevodnem sloju aplicira napetost, ki se razprostira od enega roba zaslona do drugega. Imamo praktičen primer. Imamo zaslon, ki je 150 mm dolg in 150 mm širok. Le na spodnji strani je med levim in desnim robom aplicirana napetost 5 V. Zgornjo plast pritisnemo ob spodnjo, upori v zgornji plasti do robov v tem pogledu še zaenkrat ne igrajo vloge. Ob robu zgornje plasti se izmerijo naslednje napetosti. Prva napetost je 2 V, druga napetost pa je 3 V razdalja od desnega roba spodnje plasti. Na podlagi dobljenih vrednosti izračunamo še odmike od robov. X1 je prva napetost krat I krat dolžina stranice vlomljeno z skupno napetostjo, kar v praksi pomeni 2 V krat 150 mm vlomljeno s 5 V je enako 60 mm. Po istem izračunu izračunamo še odmik od druge strani, potem pa postopek ponovimo z zgornjo plastjo, potem pa še dvakrat za Y koordinato.
Krmilnik zbrane podatke pošlje operacijskemu sistemu naprave, ki potem določi, kje se je zgodil premik in nato aktivira element, ki je prikazan na zaslonu. Poznamo več izvedb rezistivnih zaslonov. Prva je 4-wire ter njena variacija 8-wire, poznamo pa še izvedbo 5-wire ter njene variacije 6 in 7-wire. Pri 4-wire izvedbi se izmenično aplicira napetost na oba sloja v različnih smereh, kar zahteva 4 žice za priklop. Ima pa to slabost, da se hitro izgubi preciznost pri zajemu pozicije pritiska. Zunanji sloj, premazan s poliestrom, se ob pritisku mehansko obremeni, kar pa povzroči izgubo električne enakosti na premazu, ki je na notranji strani sloja. Ta premaz je mera za izračun pozicije pritiska, saj premaz deluje kot upor. 5-wire se izogne problemu tako, da zunanji sloj služi samo kot prevodnik napetosti za spodnje plasti in je priključena z dodato 5. žico. Ostali 4 priključki se nahajajo na vogalih spodnje plasti. Za vsake od obeh meritev se povežeta vedno 2 sosednja vogala, na kar se napetost aplicira ob paru vogalov. Med prvim in drugim merjenjem se zgodi preklop na drugo možno kombinacijo sosednjih parov. Tehnologija ima nekaj prednosti, med drugim njeno izdelovanje stane manj, je zelo odporna na prašne delce ter vodo, uporabljamo jo lahko z golim prstom ali nadeto rokavico, kar je še kako priročno po zimi, lahko jo pa uporabljamo v kombinaciji z stylusem, kar nam med drugim omogoča tudi, da se lahko kreativno izražamo in je najbolj primerna za pisanje dokumentov. Tehnologija pa ima tudi nekaj slabosti, saj zaslon ni zelo občutljiv na dotik, kar pomeni, da moramo na zaslon bolj pritisniti, ne podpira dotika več prstov hkrati, posledično ne moremo na primer igrati iger, ki lahko igrata 2 igralca na eni. Predstavnik take igre je igra Glow Hockey, ker prav podpora za hkratni dotik poskrbi za zanimivost igre, da ta pa na rezistivnih zaslonih ne bi lepo žarela, saj imajo taki zasloni na dotik slab kontrast, kar je posledica obstoja dodatnega sloja materiala, ki je na zaslonu. Kontrast je bolj precizno povedano posledica odbojev, ki jih povzroča omenjen material. Tehnologija se je uporabljala predvsem v prvi generaciji pametnih mobilnih telefonov, kot so na primer LG Optimus, Nokia N900, Sony Ericsson Vivas, vsebujejo pa tudi druge naprave, kot so krmilnik za igralno konzolo Wii U. To je bilo vse glede rezistivnih zaslonov, sedaj pa pojdimo pogledat kapacitivne zaslone na dotik. Kapacitivni zasloni na dotik. Obstajata 2 vrsti kapacitivnih zaslonov na dotik. Prva so površinsko kapacitivni zasloni, drugo pa zasloni na dotik s projektirano kapacitivnostjo. Površinska kapacitivnost. Najpreprostejši način izdelave kapacitivnega zaslona na dotik je z nanosom prosojne prevodne plasti, kot je indijev cinkov oksid na eni strani zaslona. Na 4 kotih zaslona deluje nizka napetost, kar ustvari enotno električno polje. Ko se s prstom dotaknemo druge strani stekla, krmilnik naprave lahko določi mesto dotika spremembe v kapacitivnosti, ki je izmerjena s spremembo v napetosti 4 kotov panela. Projektirana kapacitivnost. S projiciranim kapacitivnim zaslonom na dotik so prevodne žice položene v vrstah in stolpcih na 2 sporednih plasteh stekla. V bistvu se ustvari mrežast vzorec drobnih žic in napetost se nato zaporedno nanese na vrste in stolpce. Kjerkoli se dotaknemo zaslona s prstom, krmilnik zazna spremembo v spremembi kapacitivnosti na mreži žic. Zasloni lahko prepoznajo večkratne točke dotika, vendar so lahko neželeni dotiki in šum še vedno težava. Za razliko od rezistivnih zaslonov so kapacitivni dražji, se podpirajo več dotikov hkrati in so zanesljivi le ob dotiku s kožo, podpirajo pa zato več
prstov hkrati in nudijo boljšo prosojnost za razliko od rezistivnih. Se je pa ta tehnologija uveljavila v praktično vseh novejših zaslonih pametnih telefonov. Sedaj si pogledamo naslednjo tehnologijo. Naslednjo tehnologijo, ki bi jo rad predstavil, je tehnologija infrardeče mreže, ki uporablja dvodimenzionalni koordinatni sistem, ki ga sestavljajo pari infrardečih LED diod in detektorjev svetlobe. Žarki se križajo po celotni mreži, ob prekinitvi pa senzorji to prekinitev zaznajo kot dotik in posredujejo informacijo krmilniku, ki izvrši operacijo. Prednost te tehnologije je, da s čimerkoli povzročimo dotik in odpade tudi potreba po dodatni elektroniki, kar prispeva k boljši jasnosti zaslona. Njena slaba stran pa je, da se lahko zaradi prašnih delcev pomotoma dotik sproži tudi brez našega lahko pa tudi sami sprožimo dotik, če zakrijemo veliko površino žarka. Infrardeča mreža se je uporabljala predvsem v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja na terminalih, kot so Plato 5. Tehnologija z disperzijo signala. Tehnologijo je predstavilo podjetje 3M, vsebuje pa senzorje, ki zaznajo piezoelektričnost. To je pojav, kjer se ustvari napetost ob apliciranju mehanične sile na material, ki se zgodi zaradi dotika. Kompleksni algoritmi interpretirajo to informacijo in priskrbijo informacijo pozicije pritiska. Podjetje trdi, da je tehnologija odporna na prah in druge zunanje vplive, vključujoč praske. Ker dodatne elektronske komponente niso potrebne, podjetje prav tako zatrjuje, da so zasloni kristalno čisti. Dodatna pozitivna lastnost piezoelektričnosti je tudi, da dotik lahko simuliramo s katerim kolim predmetom, kar pomeni, da ne rabimo paziti pri izbiri pisala, naj bo posebej prilagojeno za telefone. Da se izognemo morebitnim praskam, čeprav prav podjetje trdi, da se zaslona ne da popraskati. Prav tako je slaba stran tehnologije, da sistem po začetnem pritisku na zaslon ne more zaznati prsta, ki miruje na zaslonu. Tehnologija je še v povojih, več o njej pa si lahko preberete na spletni strani multimedia.3m.com oziroma na skrajšanem linku bit.ly/2slowyi. Naša zadnja tehnologija je akustična prepoznava impulza. Bistvo te tehnologije je, da se ob dotiku zaslona generira zvočni val, ki ga ujamejo vgrajeni pretvorniki na vogalih zaslona. Sprejet zvok je nato digitaliziran in primerjan s seznamom že prej posnemanih zvokov, ki so določeni za vsako pozicijo. Pozicija kurzorja je takoj posodobljena na pozicijo, kamor smo pritisnili. Na enak način se določa ošvrk zaslona, le da se pozicija posodablja za čas trajanja ošvrka. Tehnologija za razliko od ostalih tehnologij ne opravlja izračunov, ampak pozicijo določa na podlagi primerjav zvoka. Slabosti ima enake kot tehnologija s porazdelitvijo signala, vendar iz enakega razloga prepoznava dotika ni motena ob uporabi drugih predmetov. Tehnologijo je ustvarilo podjetje SoundTouch v začetku 21. stoletja in je opisano v družini patentov EP 1852772. Komercialno je na voljo od leta 2006 kot akustična prepoznava impulza. Hibridni zasloni na dotik. In tako sem prišel do naše zadnje točke, hibridni zasloni na dotik, o katerih pa ne bom dosti kaj govoril. Povedal bom le, da so to zasloni, ki hkrati podpirajo dve ali več tehnologij in izničijo slabosti ene ter druge. Predstavniki takih so pa družina pametnih telefonov Samsung Galaxy Note, Microsoftova linija računalnikov Surface ter razne grafične tablice. Prav tako v prihodnosti ne bom kaj dosti govoril, saj za časa nastajanja te seminarske naloge že počasi izrivajo tehnologije,
Za določanje pozicije s pomočjo kretenj telesa ali premikom oči se bo pa upravljanje z zasloni na dotik ohranilo še nekaj let, dokler se ostale tehnologije ne bodo ustrezno pocenile in nudile možnost, da se jih bo dalo masovno vgrajevati predvsem v mobilne naprave, ki predstavljajo največji delež uporabe zaslonov na dotik. Upam, da ste se v tem videu kaj novega naučili in hvala za vašo pozornost.